Igor, Jože, lepo pozdravljena. Ko sem vstopila v tole pisarno, me je navdala neka taka otroška radost. Polno je skic, fotografij, slik, lutke, prijatelji Ribič Pepeta. Pa mi za začetek zaupajte, kdo sploh je Ribič Pepe? Ribič Pepe v bistvu je ena manjša ekipa ljudi, ki sedi zdaj na tem fotelju. Pač pred dobrimi 15 leti sva si z Jožetom zmislila ta lik. Najprej sem mislila, da bo čisto drugače, pa Jože mene tako gledal pa je rekel, lej, če ti nanimamo brke pa damo kapo na glavo, boš čisto dober ribič. Glede na to, da sem že 60 let ribič, pa da nisem še nobene ribe ujel. Ne, to, da sem ribič, je čisto zares, ker v mojem opasu še piše, jaz sem namreč Igor Ribič, se mi je zdaj dosti smiselna ta njegova ideja, no. Pa, če vas malo izzovem, kdo je Igor in kdo je Ribič Pepe? Kje se dopolnjujeta, kje se razlikujeta, kaj sta se drug od drugega naučila? Igor pa Pepe se zelo razlikujeta. Medtem ko je Pepe tak umirjen star gospod, je Igor ves naspidiran, koleričen, v akciji in tako naprej. Tisto, kar jo pa povezuje, je pa ta neizmerna otroška domišljija in želja po pripovedovanju, ki je strast, ki se jo noben ne more, tisti, ki jo ima, se jo ne more znebiti. Jože, kako vi doživljate lik Ribič Pepeta napram tega, kaj ste si predstavljali in kaj ste dejansko dobili? Ja, prva stvar, ki je za poudariti, je to, zakaj sploh Ribič Pepe nastal. Nastal je predvsem zaradi tega, ker midva z Igorjem so oba takrat imela majhne otroke. In na televiziji, ne na eni, ne na drugi, ne na sedmi, ni bilo nič tazga takrat programa, da bi svoje lastne otroke lahko pred televizijskim ekranom z veseljem pustil, da bi se, poleg tega, da bi se otroci najni seveda zabavali, da bi se seveda tudi kaj koristnega naučili. Druga stvar je, zakaj je prišel tudi ta Ribič Pepe. Mi smo imeli nekaj let predtem eno ful mega otroško uspešnico z naslovom Mi gremo pa na morje. In ko smo videli, kaj otrokom še vedno ta beseda morje pomeni, ta modrina, kaj to pomeni, da jih tam bi mogoče čakal en stari Pepe, ki jih tudi kaj lepega nauči, pa to smo rekli, dajmo mi to televiziji, oziroma dajva midva to televiziji Slovenije ponuditi. Takrat sva res kakšno leto orang študirala ta lik, ga izpila od barvnih kombinacij do samega ja, lega, in to so torej trije glavni junaki, Ribič Pepe, Lisjak Fokstar in pa Kakadudu. Tlele je zelo potrebno poudariti tudi seveda saj nekatere člane ekipe, ki zdaj ne sedijo z nama. Prva je Lucija Čerovič, ona je glas, duh in vse živo od teh dveh junakov, ki sta prav tako v bistvu ratala že ponarodela. To, če recimo rečemo, da je Radovedni Taček recimo en od, pa njegov tisti kolega, ne vem kaj že bil, Marko Okor. Ja, da so bili oni recimo iz ene orang generacije prej otroški liki na TV Slovenija, Ribič Pepe prav gotov junak tega tisočletja. Ta najina ideja se je v bistvu, to morava si kar pač priznati, je takrat sicer, to najino idejo je takrat zagrabil takratni urednik Milan Dekleva, pesnik in pisatelj, ki je rekel, tole bi pa mi probali za kakšno sezono, 1-2 sezone bomo pa že zdržali. In potem se je ta lik tako zelo priljubil vsem skupaj, da je zdržal celih 15 let. Ja. In to je lik, ki ni licenčni, ste ga ustvarili pa vsem sami. Mnogim generacijam je dal marsikaj, tako otrokom kot vzgojiteljem in njihovim staršem. Kaj je tisto, kar je prenesel med vse te generacije? Ribič Pepe govori stvari, ki otroke zabavajo in jim koristijo. Zdaj, ko uporabim besedo govori, to pomeni, da riše, poje, prepeva, odčuka pesmice, igra na ukulelo, modelira, izdeluje darila in tako naprej. Obenem pa jih seznanja z nekaterimi informacijami, ki se jih na YouTubeu mogoče ne da dobiti. Te stvari so
podane zelo lahkotno, ne? Ampak v resnici so bile pa zelo premišljene skozi vsa ta leta in zato je bilo potrebno zelo veliko časa, kajti kadarkoli smo prišli na eno idejo, pri kateri je kdorkoli iz ekipe imel en manjši pomislek, smo to idejo zavrgli. Vedno je bilo tako, da smo poskušali narediti čim bolj optimalno zadevo za starostno skupino, ki je bilo to namenjeno. Seveda je bila to starostna skupina prve triade, se pravi od 6. do 9. leta. Ampak ker je pač naš televizijski trg, medijski prostor toliko majhen, smo poskušali biti zabavni tudi za une pred 6. letom, pa une po 9. letu, se pravi od 1. leta do 6. leta, pa od 9. leta do 87. leta. Ja. V bistvu so se otroci učili tudi o zgodovini, stare bajke, stare pesmi. Obujali ste nekaj, kar slovenski narod ima, pa mogoče v šolah ne dajo. Gostovali ste po celi Sloveniji. Kje ste zbrali vse te ideje za to res zanimivo vsebino? Ja, to je pač iz sezone, vsaka sezona je imela svoje poslanstvo, jaz temu rečem tako. In ravno zdaj te dni, ko se pač veliko govori o tem, da se lik Ribiča Pepeta poslavlja z nacionalne televizije, sem šel mečkam kronološko gledati in recimo, Igor, a veš, koga vse je Ribič Pepe gostil v tej oddaji? A veš, da je bil recimo gost Miro Cerar, starejši, potem da je bil recimo Miki Muster gost, potem Boris Kavaca in da so te ljudje nam govorili, kako so oni včasih, ko so bili otroci, živeli. Tudi recimo ena ful simpatična sezona se mi zdi ta, nepogrešljiva, to jaz ne vem, katera generacija bo o tem lahko še govorila, stare otroške igre, ne? Ja. Recimo kot so Ristanc, kot so Zemlja krst. Ja, te stvari izginjajo, a ne? In zdi se mi, da kljub temu, da mislim, da smo posneli, ne vem, koliko si rekel, Igor, koliko oddaj? 314 je. 314 oddaj, da to ostaja v arhivu Slovenije, nacionalne televizije in bojo lahko to še leta in leta vrteli in da je to v resnici, mislim, da je to bogatstvo nacionalnega pomena, ne glede na to, kam se bo zdaj Ribič Pepe odpravil, a bo šel zdaj v penzijo, ne bo šel v penzijo, ker lik je tudi tako narejen, veš, je malo prefrigarno narejen, tako kot si prej Igorja vprašala, kaj imata one dva skupaj, ne? V resnici, da si Igor Ribič in Ribič Pepe v resnici vsak dan bolj podobna. Res. Od začetka smo mogli Igorja Ribiča še belt, a veš, je bil še čisto. Pa gube risati. Gube risati, res. Zdaj je maska veliko cenejša, veliko hitrejša, ker Sam kafo dam gor. Ja. Povrke. Tako. Druga stvar, velika stvar, ki pa je Ribič Pepe doprinesel v slovenski prostor, pa je ta, da mi veliko igramo tudi za otroke, čuke in tako naprej. Ne? Iz slovenskih dvorišč, igrišč, vse preveč zginja smeh. Ne? A veš? Zato smo imeli v oddaji tudi tele dva lika, ki, tako kot Igor dobro pove, kaj sta že one dva povej? One dva sta ego... Alter ego. Ribič Pepe tam. Vse tisto, kar Ribič Pepe ne sme biti, ker je piflar, ne, ker more povedati, ne, in je tudi blazno dolgočasno, vse to, kar on ne sme biti, sta one dva. Ne. In one dva govorita v bistvu v imenu otroka. Veš, tisti, ki bi otrok bleknil tako, pa bi vsak štravš rekel, peng, kaj se pa greš, ne, se otrok upa rečta, ne. Ribič Pepe kot ena starosta. Ne. In tlele mogoče tudi ta stvar ni zanemarljiva. V Sloveniji, pa tudi v svetu je tako, da izginja ta medgeneracijsko sodelovanje. To jaz skozi mečkano opozarjam. Veš, otroke hočemo kar takoj v šolo po vrtec, pa čim manj, da imajo starši, pa starši z njim. Vsi imamo pa nekako v mislih enega starega detka, oziroma si ga želimo, da te na en tak prijazen način popele v svet domišljije, ustvarjalnosti in to je Ribič Pepe. Ja. To, kar je recimo Božiček, Miklavž pa Dedek Mrz, ki so pozimka tiste mesec nas obiskuje in ga vsi komi čakamo, to je v resnici Ribič Pepe, ampak ta nam pa v nasprotju s temi tremi možmi prinese poletje. Celo leto, tudi pozim nam prinaša poletje in recimo jaz vem, ker recimo ponavadi so se serije začele lihke oktobra pa do marca, takrat, ko vsi čakamo ta poletje, ga je Ribič Pepe prinesel vsak teden na ekrane. Pa še ena stvar je,
Oni trije morajo kupiti darila, ne? Ribič Pepe pa otroke nauči, kako se darilo naredi. Ne? Ja. In zelo, zelo koristno, res. Otroke ste absolutno opremili z neko zakladnico znanj. Čuki, vi ste jim prispevali tudi glasbo, brez katere se danes ne predstavljamo rajanja. Veliko je komadov, ki so kar narodili, ki jih poslušam lahko vsak dan. Kaj lahko rečete na to? Lej, glasba je nekaj, kar otroke spremlja oziroma nas ljudi spremlja od rojstva pa do groba. Ne? In to, da slovenski otroci pojejo slovensko glasbo, je zelo, zelo pomembna stvar. Zdaj, kaj državne inštitucije za to naredijo, jaz o tem ne bom. Otroci morajo že majhni začeti poslušati slovensko besedo v glasbi, ker če to ne, vam povem, ko si ti enkrat v najbolj občutljivih letih, 14, 15, 18, takrat te itak ponavadi odnese nekam drugam, tudi mene je, priznam. Pesmi, ki so nastale tudi s pomočjo Ribiča Pepeta, pa tudi že prej, ko smo jih Čuki igrali, to je eno poslanstvo, ki sicer Čuke mrzdo reče, Čuki so pa tudi otroški bend. Ja, mi se tega ne sramujemo, zaradi tega, ker to otroci morajo tudi imeti. Ne moramo vsi peti samo 50 let stare Bitenčeve pesmi, treba je tudi sodobnejšo produkcijo delati, zato da bojo ljudje radi to peli. Se pa da tudi ljudske napeve v to narediti in Ribič Pepe je to naredil. Pri ZKP-ju oziroma v oddaji smo 10 let nazaj naredili še manj eno zgoščenko ljudskih pesmi, ki jih je Ribič Pepe, otroških, ki je bila prodajna uspešnica, ne vem, a je ZKP prodal od takrat naprej sploh kakšen CD še bolj kakor takrat tisto. In to je recimo poslanstvo, ki se ga je pa treba tudi zavedati. Je pa tudi druga stvar, ki je nekaj je pesem, nekaj je pa tudi ples. Se pravi, ljudi, otroke spraviti v moving, da niso samo doma na kavču, ampak tudi zaplešajo. In tlele recimo imamo tudi krasno sodelovanje s Plesnim mestom, s katerim smo tudi na začetku veliko skozi televizijo učili plesati in so nastale tudi ponarodele koreografije, ki ostanejo še zdaj, recimo, ker mi gremo pa na morje, točno veš, kako se zapleše. Seveda, glasba je ful pomembna, pomembne so pa tudi druge stvari, recimo barvna kombinacija, ki jo je predvsem akademski slikar Igor, to je treba poudariti, da je Igor akademski slikar, ki jih je naštudiral, ki so res tako televizijsko zanimive, da to oddajo lahko gledaš, tudi 15 let stare oddaje so gledljive. No, ena stvar je bila, na nacionalni televiziji smo šli skozi to 15-letno obdobje, smo šli skozi različne tehnične faze. Mi smo najprej snemali v klasični scenografiji, potem smo prišli v virtualno scenografijo in smo imeli priliko, da smo to scenografijo tudi sami naredili. Se pravi, likovna podoba je bila naša, z njihovimi tehnologi smo jo pa v bistvu izvedli in smo na nek način orali ledino v hiši. Ne? In potem recimo smo šli tudi na teren in smo na terenu spet posneli neke tehnične novotarije, ki so bile tipične za to oddajo. Ves čas, to pa mora poudariti, ves čas pa glavni nastopajoči v tej oddaji so bili pa otroci. Se pravi, otrokom sva dala glavno besedo in vsi ostali avtorji smo dali otrokom glavno besedo, zaradi tega, ker otrok, ko vidi svojega vrstnika, si bistveno bolj nekako zapomni dogajanje pred kamero. No? Tako da nova pozaba otrok omeniti. Ja, pa seveda številne ekipe, ki se je po večini izmenjala na TV Slovenija, ampak res izredno pripadnih ljudi, ki, mislim, vsak je svoj doprinos naredil. Moramo vsaj par ljudi, pa bi bilo res lepo omeniti, recimo režiserja Tuga Štiglica, ki je bil pokojnega, potem Njegoša Maroviča, potem kar nekaj urednic, Jelke Grabljevec, kar da Igor jih ti še naštej, da ne bova kakšne pozabila.
Ja, Natalije, Gajšek, Mateje, Leban, ne vem, mislim, pač 15 let je 15 let, no, tako da zdaj sem pa dubo, veš, ker jih je bilo... Ja, jih je bilo kar veliko. Se bojim, da bom kakšnega pozabil. Če bom kakšnega pozabil, sem zato, ker sem star pa zmeden. Ne zaradi tega, ker... Ne, resno. Zdaj, ko se poslavljamo od nacionalke, tisto, kar me res najbolj žalosti pri vsej tej stvari, je to, da pač s temi ljudmi ne bomo mogli več sodelovati, ker so res the best. No. Pa se nam je pridružil še ribič Pepe. Dobrodošli v naši družbi. Živijo. Mene je zaskrbelo, kaj šele številne otroke. Zasledila sem, da se poslavljate iz nacionalne televizije. Se poslavlja tudi sam lik ali zapuščate samo televizijo? Ne, ribič Pepe nikogar ne zapušča. Ribič Pepe se bo zdaj samo mogoče malo več pojavljal na teh socialnih medijih. Vsekakor se bo pojavljal tudi v živo, tako kot vedno doslej. Roko na srce, čist prav konkretnih planov pa zdajle še nimamo, ker smo še v fazi dokončevanja božične oddaje, tako da čas v čas. No. Čim tole zaključimo, se lotimo pa novih projektov. Ideje pa en kamion. Ja. S čim pa nam boste postregli v božični oddaji? V božični oddaji govorimo, živimo v svetu, kjer je ves čas polno nekih kriz, težav in tako naprej. In tudi v božični oddaji nastopi kriza, namreč Božiček se je odločil, da bo štrajkal. Ker še nikoli on ni dobil božičnega darila in se je odločil, da bo pa letos pa frej. In ker je božiček frej, se je pa Pepe skupaj z otroki odločil, da božič ne sme odpasti in oni skupaj poskrbijo za darila, za božič in tako naprej, ampak s tem tudi vplivajo na božička. Če pa hočete zvedeti, kako se zgodba konča, si morate pogledati oddajo. Absolutno ste narisali številne nasmehe na obrazu otrok, prižgali iskrice v očih. Za konec mi zaupajte, kaj pa je tisto, kar vam ogreje srce? Jaz moram povedati, da je to najboljša služba na svetu. Služba, pri kateri si, ko si natakneš kapo in brke, postaneš največji prijatelj vseh otrok. A poznate mogoče boljšo službo? Božiček. Nekje. On nastopa enkrat na let, jaz pa 365 dni. Res je. Jaz upam, da boste s to vnemo, s tem veseljem, s tem šli naprej v življenje, da boste narisali še številne nasmehe in ohranili tudi svoj nasmeh. Kako prijazno, se bomo potrudili. Hvala. Živjo.